Mi smo bili ustanovljeni leta 1851 v Celovcu, to je treba vedno poudariti, in sicer od vsega začetka smo že vezovali najprej seveda Slovence, ki so ostali v Sloveniji in v Evropi, tako rekoč, za Slovenci, ki so morali s trebuhom za kruhom po svetu. Podprla je Evropska unija v tem projektu nekaj prevodov, brez te podpore teh knjig seveda ne bi bilo. Naprimer, taka knjiga, to je skoraj 1000 strani manuskripta, tu že toliko stane, da bi potem knjiga stala morda 200 ali 300 evrov ena in tisto enostavno ne moš spraviti med ljudi. Potem še ena knjiga, in to je sicer, to so pesmice, Frida, ki je za avstrijske pač sam vrh lirike. Pri Fridu smo uspeli pridobiti prevajalca Štefana Weberja, ki je sam tudi pesnik in res genialno prevaja. Lirika, sploh če je v verzih, stane v prevodu ogromno, in če prevoda nimaš, potem moraš seveda prodajno ceno dvigniti, tako da potem spet ni primerjave z originalnim besedilom. Še eno knjigo so podporili, sicer 4-jezično knjigo Literatura brez meja. To je literatura tega prostora od Vidma, rečimo Furlanske, do Maribora. To je vse išlo v 4 jezikih in je to prvi pregled te literature. In smo tu same pozitivne odmeve dobili, ker smo pa seveda tudi lahko s temi podporami malo bolje plačali. To je tudi seveda potem pa kakega boljšega prevajalca pridobiš. Zdaj pa mora samo to še, da imamo seveda tudi še nekaj želez, oziroma tu nekaj prošen, ker imamo zdaj letos še v načrtu prevod zadnje knjige, ki ni še išla v slovenščini, v nemškem prevodu, to je Dober dol Prežihovega Voranca, ki je že zaradi tega moramo to knjigo prevesti, ker je svoj čas izjavil, da je Mohoreva založba naučila Slovence brati tudi do 2013. Imamo pa zbirko Mozaik, v kateri bomo predstavili literature manjših kultur oziroma manjših narodnih skupnosti. Da bo je obširen esej, spremni esej, kjer bo predstavil tudi tisto literaturo in kulturo. In to smo vložili in zdaj pač kot Mohoreva založba molimo, da bomo uspeli. Pustite,